Danes v Pomurskem dnevniku. Migranti zapustili Gornjo Radgono. Poostrene aktivnosti pomurskih policistov. Monociklist ponovno osvoji Vršič. Bogotajevi dnevi zaščite in reševanja. Vreme, jutri bo oblačno s padavinami. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. O migrantski krizi, natančneje o poročilu Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb o varnostnih vidikih begunske krize in ilegalnih migracij, so danes razpravljali tudi na izredni seji Državnega zbora. Sprejemni in nastanitveni centri so po tistem, ko se je migrantski val v zadnjih dnevih precej zmanjšal, praktično prazni. Nekaj tujcev je nastanjenih le v Postojni. Naša ekipa pa se je včeraj mudila v Gradcu, kjer smo obiskali enega izmed največjih namestitvenih centrov za migrante. 399 prebežnikov se je včeraj iz nastanitvenega centra v Gornji Radgoni po kosilu okoli 14. ure znova peš odpravilo do mejnega prehoda z Avstrijo, kjer so jih pričakale avstrijske oblasti. Avstrijske oblasti so jih sprejele in ponudile okrepčilo, mednje razdelile dežne plašče, nato pa so jih z 8 avtobusi odpeljali do sprejemnih centrov v Gradcu in okolici. V sprejemnem centru v Gradcu je čez noč nameščenih skoraj 800 beguncev. Polovica jih je mejo prečkala v Gornji Radgoni. Yes, I am from in Slovenia. Yesterday we come to here and we hope go to Germany and then Germany go to Finland. To Finland? Yes, Finland. And what do you want to do in Finland? What are your wishes? I want to have a peace life. That's all. That's all I hope. Just this, peace life. And how do you like Slovenia and Austria here? Oh no, Slovenia are good people and Austria very, very good people. Yes, polite people and very nice. We don't know how we can thank these people in Austria. Yeah. In takšnih zgodb je še veliko. A za azil v Avstriji je zaprosila le peščica beguncev. Zložive postelje so zato večinoma že izpraznjene. 100 Flüchtlinge in diesem Zentrum. Wie Sie im Hintergrund sehen, findet gerade der Abtransport statt von den ersten paar Flüchtlingen. Der Rest folgt am Nachmittag dann. Wohin gehen jetzt diese Flüchtlinge? Also diese Busse fahren jetzt zum Hauptbahnhof nach Graz und von dort gehen dann die Züge weiter nach Deutschland. Pred avtobusi nastane gneča. Sedeč na prtljagi čakajo na naslednji prevoz, ki jih bo odpeljal do vlaka, ta pa v Nemčijo. Čas preganjajo žogami ali s podarjenimi igračami. Otrokom je na voljo tudi kotiček za risanje, kjer lahko izrazijo svoje zgodbe. Tik preden odrinejo, marsikdo pride še po zadnji topli obrok. Das Rote Kreuz ist im Moment mit ca. 15 Mitarbeitern vor Ort. Wir haben 2 Feldküchen, betreiben wir, wo täglich 2 warme Mahlzeiten zubereitet worden sind, Getränke, Tee und die Kinder ist eine eigene Kinderbetreuung wird betrieben. Es gibt Gewand von der Caritas, Decken und alles. V takšnih primerih vedno računajo tudi na humanitarno pomoč. Es kommen eben sehr viele Sachspenden rein, sehr viele Kleider, Schuhe und die werden von uns sortiert und dann geordnet ausgegeben an den Flüchtlingen. Und was sagen die Flüchtlinge dann, wenn alles das kriegen, wenn alles das zu ihnen hier zur Verfügung steht? Ja, viele kommen eben schon sehr erschöpft, haben oft durchnässte Kleider, es ist sehr kalt. Viele kommen eben aus dem Süden, da haben sie nicht so viele Jacken mit und die freuen sich dann sehr, dass sie eben neue Kleider bekommen, saubere Kleidung und auch kalte Winterjacken, weil es wird dann doch in der Nacht mittlerweile schon sehr kalt. A v Avstriji ne bo ostal nihče izmed njih. Tako se poslovijo od Avstrije ter pot nadaljujejo do obljubljenih dežel. Z današnjim dnem se je začela jesen. Jesensko enakonočje je nastopilo ob 10 in 21 minut po srednjeevropskem poletnem času. Vremenarji napovedujejo toplejšo jesen od dolgoletnih povprečij. Že prvi jesenski dan bo Slovenijo dosegla hladna fronta, deževje pa bo zajelo vso Slovenijo. Dež bo jutri verjetno že dopoldne ponehal, potem pa sledi nekaj dni, ko bo na zahodu več sonca in na vzhodu več oblačnosti in kakšna kaplja dežja. A vremenarji za prihodnje mesece napovedujejo toplejšo jesen. Kdor bolj zaupa svetnikom vremenarjem, je pokazatelj jesenskega vremena 21. septembra, ko je bil god svetega Matevža.
Pregovor namreč pravi, da če je sveti Matevž vedren, bo jesen prijetna. Sicer pa je jesen čas za pobiranje pridelkov. Za zgodnje sadje in zelenjavo so bili vremenski pogoji do zdaj ugodni, tako da so pridelki zgodnjega sadja in zelenjave večinoma dobri, so za STA pojasnili na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Tudi pri pšenici, kjer je po količini pridelek sicer nekoliko manjši, je kakovost dobra. Odlično je uspevala tudi koruza, ki ji ustrezajo visoke temperature. Podobno velja tudi za hmelj. V času od 7. do 20. septembra 2015 so na območju policijske uprave Murska Sobota policisti izvajali poostrene aktivnosti s poudarkom na nadzoru uporabe varnostnih pasov v cestnem prometu in ustrezno uporabo zadrževalnih sistemov. Policisti so v tem času zabeležili 315 kršitev neuporabe varnostnih pasov. Kot so sporočili iz policije, je cilj akcije pomurskih policistov povečati ozaveščenost uporabe varnostnega pasu tako pri voznikih kot ostalih sopotnikih in s tem zmanjšati posledice v prometnih nesrečah. Varnostni pas je namreč še vedno najpomembnejša varnostna naprava v vozilu, s katero lahko v veliko primerih preprečimo najhujše posledice. Zato naj voznik, ki je tudi naj sam vedno pripet, pred vožnjo preveri, ali so pripeti vsi potniki, predvsem otroci. Pomurski policisti so v celotnem obdobju izvajanja poostrenih aktivnosti pri nadzoru cestnega prometa ugotovili 315 kršitev, ko vozniki ali potniki v vozilu niso uporabljali varnostnega pasu. Kršitev prevoza otrok brez ustreznih zadrževalnih sistemov v tem času niso ugotovili. Preko prelaza Vršič se je včeraj z monociklom podal edini slovenski profesionalni monociklist Prekmurec Jože Vrš. Za tokratni podvig se je odločil zaradi potrditve, da se po uspešnem boju z rakom vnovič lahko sooči z najbolj zahtevnimi in ekstremnimi podvigi. Za vzpon na 13-kilometrskem odseku čez prelaz Vršič je Vrš potreboval 2 uri in 17 minut. Vršič je Vrš sicer premagal že pred 13 leti in to v dobri poldrugi uri, a tokrat ni lovil rezultata, temveč osebno potrditev, da se kljub premagani bolezni še lahko sooči z najbolj zahtevnimi podvigi. Vzpon na Vršič pa je le uvod v velik projekt 100 prelazov v 100 dneh. Prihodnje leto, konec pomladi, bo namreč naskakoval gorske prelaze v Avstriji, Italiji, Švici, Španiji in Franciji, enega za drugim, vse do številke 100 in to v 100 dneh. Zadnji vzpon bo monociklist izpeljal na francoski Mont Blanc. Projekt pa ima tudi humanitaren namen. Vrš namerava izkupiček od prodaje dresa, v katerem bo opravil podvig, pa tudi del zbranega sponzorskega in donatorskega denarja, nameniti otrokom iz socialno ogroženih družin, ki so zboleli za levkemijo. Jože Vrš sicer že četrt stoletja kot edini profesionalni monociklist v Sloveniji poganja pedale monocikla. Nekateri njegovi rezultati so vpisani tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Letošnji Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, ki so bili predvideni od 1. do 3. oktobra v Murski Soboti, so zaradi aktivnosti Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter civilne zaščite pri oskrbi migrantov deloma preložena in sicer predvidoma na maj 2016. Del aktivnosti pa bo izveden v soboto 3. oktobra. Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja je prireditev, na kateri vsako leto v drugi regiji predstavljajo sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Letos so aktivnosti predvidene v Murski Soboti, a so iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje sporočili, da je prireditev deloma preložena in sicer na naslednje leto meseca maja. Del aktivnosti, ki jih bo mogoče opraviti, pa bo uprava izvedla, kot je bilo načrtovano. V soboto 3. oktobra bo tako potekalo 21. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, civilne zaščite in Rdečega križa 2015 ter mednarodno gasilsko tekmovanje. Opravljena bo tudi slavnostna predaja gasilskih vozil prostovoljnemu gasilskemu društvu Murska Sobota. Vse ostale aktivnosti bodo izvedene naslednje leto, saj Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter civilna zaščita zagotavljata delovanje 6 nastanitvenih centrov po Sloveniji in oskrbo migrantov. Zato prireditve Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja v obsegu, kot je bila načrtovana, ni mogoče kakovostno izpeljati, so še sporočili.
Če nas je v minulih dneh grelo sonce, nas bo v prihodnjih dneh pozdravil dež. Tako vsaj pravijo vremenarji, poglejmo si podrobnejšo napoved. Danes je bilo spremenljivo oblačno vreme. Opoldne so najvišje temperature izmerili v Lendavi, kjer je bilo 21 stopinj Celzija. Stopinjo manj je termometer pokazal v Murski Soboti. V Radencih in na Goričkem pa je opoldne bilo 19 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, zjutraj bo dež na zahodu večinoma ponehal, popoldne se bo oblačnost na Primorskem trgala. Čez dan bo predvsem v jugovzhodnih in severovzhodnih krajih občasno rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. V Murski Soboti in v Mariboru bo jutro oblačno, predvsem v Murski Soboti bodo možne še padavine. Jutranje temperature se bodo gibale okoli 11 stopinj Celzija. Čez dan se bodo padavine še okrepile in zajele tudi kraje vse do Maribora. Precej hladno bo, saj bomo čez dan izmerili le okoli 16 stopinj Celzija. V petek bo oblačno s padavinami, dež se bo od jugovzhoda postopno širil nad osrednjo in severno Slovenijo. V soboto bo oblačno, dež bo postopno povsod ponehal. Vse dni do nedelje bo čez dan le okoli 15 stopinj Celzija. Toliko smo vam, spoštovani, pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Ne pozabite na nas tudi jutri v istem času na istem programu. Sicer pa preživite kar se da lep in prijeten večer še naprej. Srečno do jutri.